Ljudje in ljudje, poslušate 84. epizodo oziroma 28. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, odsek za boj proti grožnjam in obrambo domovine. Smo tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp. Jo. In moja malenkost Aljoša Harlamo, tokrat znova brez gosta, nič manj gostobesedno. Za današnji akronim oziroma razvezavo akronima se zahvaljujemo Mihetu z Twitterja, ki nam je končno razkril, to je namreč uradni prevod SHIELD, skratka kratice SHIELD v Marvelovih filmih, skratka odsek za boj proti grožnjam in obrambo domovine. Jaz mislim, da imamo mi dosti boljše razvezave tle, kupenih črk, ki jih sploh niso upoštevali. Ampak pustimo tole. Skratka, še enkrat hvala Miha, končno smo razkrili to veliko skrivnost. V 84. epizodi, ki je torej že 28. special iz karantene, namenjeni so ti speciali našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo olajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov finančnih in drugih, med svojci zdravi, ljubljeni na varnem, in vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi bomo govorili o seriji, miniseriji, kakorkoli, WandaVision oziroma WandaVizija, ki je bila predvajana na Disney Plus od 15. januarja do 5. marca 2021 in v svoji prvi ali edini sezoni šteje točno 9 epizod. Če serije še niste gledali, pa jo nameravate, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi serijo prej pogledali brez kvarnikov, storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Mi vas bomo počakali. Če pa ste serijo že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati, bi pa se kakšno uro kratkočasili, pa se nam le pridružite. Maestro, zaigraj eno komično. Skratka, mi smo nazaj, danes se pogovarjamo o WandaVisionu, WandaViziji. To je prva serija iz četrte faze MCU-ja, oziroma sploh prva stvar iz četrte faze MCU-ja. Sicer bi mogla pred njo biti Črna vdova, ampak usoda je hotela drugače. Ustvarjalka in glavna piska serije je Jack Schaefer, ki je sicer tudi soscenaristka Stotnice Marvel in Črne vdove, preomenjene. Režiral pa je serijo v celoti Matt Shakman, ki je do zdaj režiral epizode serij It's Always Sunny in Philadelphia, Fargo in Game of Thrones, tako da imamo ene take kar zanimive reference. Zdaj, v glavnih vlogah, jaz mislim, da sicer malo najbrž že poznate, ne? Če spremljate MCU, veste, da sta Elizabeth Olsen in Paul Bettany. In Elizabeth Olsen najbrž poznate tudi iz kakšnega drugega filma, Oldboy recimo, pa kaj še takega, Wind River in tako naprej. Drugače je pa Wando Maximoff upodobila že v 4 filmih predtem, najprej v Avengersih Age of Ultron 2015, na zadnje smo jo pa videli seveda v Avengerih Endgame, maščevalci Fertig. Skratka, zdaj je pa tukaj. Paul Bettany, Bettany je pa bil prej najbolj znan kot Jarvis. Skratka, posojajo najprej glas temu AI-ju, ki ga ima Iron Man, kasneje je seveda iz tega nastal Vision in tudi on je igral, mislim, da potem v točno tudi 4 filmih, tako skratka Scarlet Witch. Istih 4.
Kako? Istih 4. Ja, v istih 4 kot star. Tako je. Drugače pa ga poznamo še iz Da Vinčijeve šifre, kje še recimo tako. Gospodar in morje, ali kaj že ono. Aha, ja. Gospodar The Priest. In morje, ja. Kje Kaj pa? The Priest? The Priest, The Priest, ja. sci-fi, postapokaliptičen, zelo slab. Ja, na Netflixu je. Ampak, ja, kar impresiv je bil on noter kot The Priest. Aha, no, sicer pa je... Če smem še en fun seveda. trivia, ne? Bethany je bil Jarvis in je posojal glas, potem, ko je on postal Vision in Jarvis ni bil več glas, je pa vlogo glasu, zdaj sem pozabil, kako se reče liku, prevzela Bethanyjeva žena Jennifer Connelly. Kar se mi zdi kar cute. Cool. Take nepotistične naveze v Marvelovem gromozanskem vesolju. Sicer pa je tudi leta 2014 debitiral kot režiser, posnel je Shelter z Anthonyjem Mackiejem, ki ga poznamo iz kakšne druge MCU vloge. Kaj bi še omenili, mogoče še meni med bolj zanimivimi seveda Catherine Hahn, ki igra Agato, o kateri bomo najbrž kaj rekli, je pa mogoče, kaj pa jaz vem, najbolj znana sicer ko v Crossing Jordan eni seriji, ki je bila, mislim, da kar tudi pri nas mogoče popularna, sem ne vem pod točno katerim naslovem je šla, drugače je igrala v Anchormanu in tako naprej. Skratka, tudi v Revolutionary Road je igrala, pa v Captain Fantastic in tako naprej. In pa mogoče še omenimo Teyona Paris, ki igra Moniko Rambeau, ki pa je igrala v She-Ra, skratka tem satiri Spikea Leea, pa v Mad Menih je bila pač zelo, seveda je prepoznavna najbolje vse meni po Mad Menih, ostale bomo pa najbrž še tudi koga omenili, med njimi seveda moramo Evana Pettersa, ki je Ivan Thomas Petters, ki igra tukaj njenega fake brata oziroma pač brata Pietra in je seveda najbolj znan po tem, da je igral skratka točno ja, v X-menih točno ta lik, ne, skratka. Ja, Quicksilver je drugače Pietro, njen brat, ampak ker ste te pravice za te like bile razdeljene med X-meni in Avengerji nekako med Foxom in Marvelom, je prišlo do tega, da je ta lik se pojavil v obeh variantah in tam pri X-meni ga je igral Evan Peters, oziroma Ewan, medtem ko v Avengerjih pa ga je igral tale Aaron Taylor Johnson in potem pač je bil to zelo dobra istočnica, kar bomo še omenili kasneje. Zanimivo sta še pa dva zelo stranska lika iz MCU se pojavila nazaj, ki ju nismo nikoli pričakovali, in sicer Kat Dennings kot Darcy Lewis, ki je bila v filmih Thor pa Thor Dark World, kot tista pripravnica, zdaj že pač znanstvenica postala, in Randall Park, ki je Jimmy Woo, FBI agent, ki je pazil na Ant-Mana in ga probal aretirati. Zdaj nek random FBI agent je vsekakor nepomemben, ampak Randall Park je pač rastoča zvezda komedije, tako da se očitno Marvelu zdelo, da je moga še ponuditi za še kakšne vloge. Moram pa reči, da je tukaj še bolj underutilized, kot je bil v Ant-Manu, ker je totalno smešen, ampak ja. Ja, skratka, zanimivo. Ja, jaz priznam, da sem mogel, za Randall Parka sem se spomnil, za njo sem pa mogel googlati, katera že to je. Ker je bilo tako, vedel sem, da je znana in da je že prej bila, vem si, sem se pri moj Dunaj, da se nisem spomnil, da je pač to. Viš, meni pa glih obraten. Jaz sem se pa nje takoj spomnil po tem nekem quirky nastopu. Tudi zato, ker hejtaš Ant-Mana. Ne, ker hejtaš mravlje moža. Jaz ne hejtam Ant-Mana. Jaz ne hejtam Ant-Mana.
Če bi ga lepo zaljubljeno gledal, tako kot bi ga moral takrat, ko je bil zunaj, bi si ga okay, to je pa za kar korak od ne hejta mena do zaljubljene pogledi. Okay. Skratka, to so bile neki nucniki, ki jih rabite za to, da veste, o čem govorimo, pa če mogoče sami ne googlate vmes, ker gledate stvari. WandaVision, skratka, zdaj začnemo to, najprej mogoče odpremo to zanimivo debato, skratka, mogoče seveda začnimo s tem, kako se nam je zdela, skratka, cela serija nasploh in pa že kar začnemo to, kar smo, zdaj vi seveda tega ne veste, ampak mi smo že dosti četali med gledanjem te serije. In z Mitotom smo že imeli midva z Igorjem zelo dolg pogovor po snemanju ene epizode. Intervencijo. Tako, ko smo se pogovarjali točno o tem in skratka, moje prvo vprašanje za prvi krog bo tako, kako se vam je zdela serija nasploh, kaj vam je bilo všeč, ponavadi začnemo s tem, kaj nam všeč, predvsem pa seveda tudi, ampak že kar lahko zagrizemo tudi to kost, da odpremo seveda. Kako mislite, koliko predznanja potrebuje, skratka, kam se umešča ta serija v MCU, kako se vam je zdelo, glede na to, da imamo zdaj seveda prestop iz 150 filmov na serijo in skratka, kako se vam je to zdelo, če se vam zdi tisto, kar je bilo pač kost našega spora na zadnje, da rabi gledalec blazno predznanja, da lahko gleda to serijo, ali to ni res. In mogoče, Igor, začneš ti. Jaz menim, da gledalec praktično ne rabi predznanja, zato ker je serija sploh začetek toliko odbit, da ne glede na to, koliko predznanja imaš, je precej odštekano in težko slediš temu, kaj se dogaja. Vidiš lahko reference, prvih par epizod je sestavljeno tako, da skače skozi čas in skozi sitkome pač zgodovine in ta dva lika, ki sta neke vrste nadnaravna bitja, to ugotoviš. Ni pa niti pomembno, da zdaj točno veš vse o Visionu in Wandi, zato ker ne nazadnje tudi ona dva ne vesta stvari o sebi oziroma v Wandinem primeru si jih ne znata, si jih noče priznati. In se mi je glih zaradi tega zdelo super vstopna točka v nekem drugem mediju. In mislim, da bi težko bilo boljš. Mislim, mi je tudi potem, ko se sestavi, dodaja stvari not, ki jih prej ni bilo, tako da tudi, če si vse vedel, vse filme videl in tako dalje. Sword agencije praktično ni bilo nikjer not omenjene, čarovnic, tole Agathe ni bilo not omenjene. Ta scena s Pietrom, ki je bila fake, in če nisi vedel, da je fake, ni bil big deal, dejansko je bilo zelo lepo speljano, ne? In čustveno odpelje en lok zgodbovni skozi, ki je tragičen in katarzičen na koncu, razen pač glupega fajta, do tega bomo že prišli, ampak mislim, da nisi rabo predznanja in da super zaprto zgodbo ponudi, ki ima potem istočnico za naprej, za najbrž Doktorja Strangea, ampak spet mislim, da tudi če tega nisi videl, pa obsesivno spremljaš Marvel, ti ne bi bil problem, da na koncu vidiš, da ona obvlada čarovnijo. Nekako tak. Ok. Mito, to je bil Q za tebe? Se ne strinjam popolnoma, čeprav Jaz sem imel, ko se je začela WandaVision predvajati, sem imel probleme, ker se mi je preveč vleklo in prve 3 epizode so me motile, ker je nekako malo, za moj občutek, bil malo predolg intro v ves ta crazy in zanimiv svet, ki ga WandaVision vzpostavlja. Kar pa se potem popravi. Zdaj mislim, da je in ji dajem dosti večjo oceno po tistem našem bifu ali pa intervenciji, da se izrazim. In mi je cool, res mi je cool. Vse se sestavi, vse pride na svoje mesto in se deloma strinjam z oceno, da ja, ne rabiš. Ampak sem pa po Tini, na primer, opazoval odzive, da so pa šle mimo ene zadeve, ki so se meni zdele pomembne.
ker sem pač vedel, kaj se dogaja, kaj je v ozadju, kdo so eni liki, kakšne so njihove ozadja. In sem imel občutek, da se mogoče pač tu ene gledalce, ki pa niso bili vklopljeni v začetek MCU-ja, mogoče pušča malo ob strani. Priznam, zdaj na koncu pa je bolj zaključeno, je bolj skupaj potegnjeno, je message, je koncept zelo na mestu in je v bistvu zelo originalna, sveža pa dobra serija. Ne? Moram pa priznati, kaj pa so konkretno tiste stvari, ki si rekel, da lahko grejo mimo gledalcev? Da lahko... Če se spomniš. To, kar si glihkar rekel, da so nekatere stvari, ki če nisi spremljal MCU-ja, ti grejo mimo, pa da so se ti zdele nujne. Jaz mislim predvsem, da rečemo v 4. epizodi, tako na začetku imaš on blip, ne, oziroma Tina ni vedela, kaj se dogaja, naprimer, ne. In smo mogla pauzirati, pa pač razložiti, to je pač bilo na koncu Infinity War. Vesta intro je bil mogoče malo bolj zahteven od nekoga, se mi zdi, za nekoga, ki to ni spremljal. Ne? Potem tudi ta switcheroo z igralcem je je meta joke, ki ga moraš razlagati z Foxom pa z MCU-jem, ki je na 2 bregovih nastajal. Ne? Pa glede te agencije, pa torej SWORD, ki tudi jaz nisem imel pojma o tem, ampak pač, ker se oni vklapljajo v neke druge zadeve noter, to sem mogel sam tudi brskati, zato da meni se je zdelo, da je pomembno, pa ni, priznam. Bolj mi je bilo potem tale Rimbojeva, pa njena mati, pa Carol Danvers, pa na koncu Kree, ne Kree, Kree so, ne? Ja, Skrali, hvala. Ti shapeshifteri. No. Mislim, take zadeve, ki jih mečajo zato, ker je povezano, ne, v MCU. In zdaj tako bom rekel, moja ocena je v bistvu res, ne vem, rečemo 9 od 10 serijam je top message na mestu in sem full užival. Moram pa reči, da mi je pa radovednost ali pa zanimanje najbolj padlo takrat, ko se je v bistvu serija želela ali pa morala ukvarjati z MCU-jem, torej kako pokonektati z ostalimi elementi, predvsem zunaj tega heksa, no? Zunaj tega polja, ker ves ta weird shit, ki se je dogajal znotraj WandaVision, mi je bil zanimiv, svež in originalen, medtem ko tisto pa zunaj zapade, tudi tako kot v zadnji del potem to pokaže v te standardne neke Marvelovske formule, ki pa so že videne, pa so mi malo boring, no? Točno to, oni fight na koncu, kjer oni dve se svetita, vsaka svojo barvo, druga proti drugi. Ja, to itak, ampak dodatno je še naprimer tale direktor tega SWORD-a, ima isto agendo kot že dvoje ali troje zlikovcev iz MCU-ja, pač mi moramo imeti orožje, zato da se obranimo proti nekim neznanim X-om in to mi je malo boring. In tudi ta točka se mi zdi vse bolj ali manj, kar se odvija zunaj, minus torej Rimbojeva pa ta znanstvenica, mi je pač dolgočasno in predvidljivo. Tako da tu mi edino serija malo dol pade. Pač moja tale začetna kritika pa je bila, da pač problem imam z left tracki, pa problem sem imel za neko tem počasnim uvajanjem v ta crazy svet. Tu se mi zdi, da bi mogoče bi lahko kaj pospešili, kljub temu, da se odkupi, no? Ampak veš, na začetku, ko se to predvalo, sem bil mogoče malo preveč nestrpen do tega. No? Mogoče pa res. Ja, meni se zdi nekako tako, mislim, vse razumem, kaj hočeš reči, Mito, oziroma nasploh se mi zdi trik v tem, da mislim, težko ocenjujem, kako je, če ne veš enih stvari, ne. To pač jaz vedno težko, ker to ne more nikoli vedeti človek, ki pač ve. Ne ve, kako se obnaša ki ne ve, ker ni gledal. Je pa tako, ne, da pač nasploh so Marvelovi stripi, tako kot pač stripi filmi, tako kot DC-jevi ali pa katerikoli dan danes, vsi nagljeni k temu, da kreirajo neko oboževalstvo in da zahtevajo neko dejanje zunaj zgolj ogleda. In to je vedno bilo tako, zato ker to stvari, ki bazirajo na stripih in tudi marsikateri, tudi prvič, ko se Shield pojavi, nobeden od nas verjetno ni vedel. Mislim, če ne bereš nobenih teh stripov, nisi vedel, kaj je Shield. Prvič, ko se, ne vem, kdorkoli pojavi, nimaš pojma, ne? Ker včasih so kar neka imena, za katere se pol izkaže. Tako, ker je recimo tale Monica Rambeau, seveda, ki je bila takrat še otrok v stotnici Marvel, ne? Ljudje so vedeli,
da je ona naslednja Marvel ali whatever, ne? Ampak pač seveda ti to ne moreš vedeti, če nisi obseden s temi stripi in tako naprej. In z tega vidika se mi ta serija ne zdi nič posebnega. Se mi zdi, da pač vseeno, pač ja, je v MCU-ju in je pač del tega, vseeno se mi pa zdi, da tako, ko lahko gledaš, ne vem, skoraj vsak MCU je film posebej, tudi recimo kakšnega drugega Ironmana ali pa tretjega ali pa kakšno nadaljevanje, da se vseeno toliko Marvel potrudi in da je mogoče včasih to bolj problem, kot pa to vesolje, ki ga ustvarja. Zaradi tega, ker mora vsak del delovati tudi kot celota in včasih seveda se to dvoje nekako ne izide, se mi zdi, no. Pač to, da moraš ti imeti celoto, hkrati pa to more generirati 3 naslednje filme, je vedno malo tako problem. Tukaj se mi je pa zdelo, kar se pa mene tiče, zelo zanimivo, pač da smo dobili, zdelo se mi je na eni strani pogumno od Marvela, da nam je dal nekaj, kar ni, pač kar do zdaj še nismo videli v MCU-ju, se mi zdi, da je šel v nek zdaj zelo rezervo eksperiment, skratka v neko serijo, ki ni, kjer smo ta fight dobili šele na koncu, recimo, ne, in kjer je akcija zelo omejena, hkrati je pa nek tak creepy grozljivka vibe, poskus, ne, ki se mi je tudi zdel zelo fin, no. Za razliko od zdaj, ki gledam recimo Sokola in Sokolca in pač Zimskega vojščaka, ne, skratka, kjer je takoj akcija, prvih 5 minut pa on že leti in klati helikopterje in tako naprej. Ne. To je serija, ki bi jaz pričakoval od MCU-ja, ne pa to. In mogoče to, glih, k naslednjemu vprašanju. Čakaj, sam trenutek, še eno stvar bom tukaj rekel. Malo bom v bran vzel to točko, oziroma na ost, ker mene mogoče malo obremenjuje tale weird pristop, oziroma ker mi ni niti toliko svež, ker Marvel je to z Legionom že naredil, sicer v FX-u. In Legion tam pokaže, oziroma producenti te serije so pokazali, kako dobro lahko epizoda ali pa serija nastane, če ni ujeta v te kalupe, pa je hkrati uber weird. In oreg eksperimentalna, ne? In se mi zdi, da veš, tu sem obremenjen za tem znanjem, ker sem gledal, pa mi je Legion všeč, pa tu sem zdaj tudi pričakoval nekaj podobno weird, pa mogoče je ravno toliko razvodenelo, da je bolj popkulturno primerno, ne? In se mi zdi, da pač vse je ravno pravilno tonirano za neko širšo množico, ker Legion vseeno ni, pa ima isto težke teme, zelo težke teme. Legion se zadeve loti z čisto druge strani. Tam ti štartaš tem, da si v psihiatričnem oddelku in greš od tam ven. Torej, vzameš v začetku v zakup, da tu so vsi zmešani in mogoče, kot ugotoviš malo, ne obstajajo, niti nujno, fizični obliki. Tukaj pa ti štartaš z nečim, kar je sitcom generičen oziroma omaž vsem sitcomom in sploh je na drugi strani, ampak je hkrati tale creepy vibe. Bi rekel, da so se tukaj bolj zgledovali mogoče po Lynchu, kjer imaš ti tele picture perfect stvari, potem pa en ta zelo creepy nasmeh zadaj. In so ljudje ujeti v suburbijo, kjer ne morajo ven in tako dalje. Ne? Seveda, tu ni subtilnosti na ravni Lyncha, niti približno. Samo hočem reči, da so se zagotovo tudi zgledovali po njem. Medtem ko ono pa štarta na full on crazy, na psihadelijo in ne vem, terija. Ja, se čisto strinjam. Oziroma, bom tako zaključil. No. Mislim vseeno, da so res nadgradili, pa dobro vklopili kao ta čudnost, ne, pa ta konceptualni high concept pristop v MCU, da je svež ravno zaradi tega, ker je MCU zna biti tako že klišejski, ker sam sebe že generira, ne. In Legion to ne bi zmogel. Bom pa vseeno tako rekel, če vam je takšen pristop všeč, kot ste ga videli pri WandaVision, pejte še na Kvadrat pogledati potem, kaj se zgodi v Legionu, ne samo prva, ampak tudi fucking druga sezona, pa tretjo, ki jo zdaj sporadično gledam, ker to gre v stratosfere čudnosti, ne. Absolutno priporočam Legion. Ful huda serija in ful bolj kompleksno kot tole, ampak
full mind pop, kulturno friendly, rečemo temu. No, jaz hotel sem reči, mislim, nisem gledal še Legiona, to še me čaka, ampak hotel sem pač reči, da seveda Legion ni MCU, ne? Mislim, Legion je Marvel, ni pa MCU. Ja, ne spada v to vesolje, tako da... Zdaj, jaz bi ga pričakoval, mogoče tako, kot so zdaj Pietro ta noter vrgli, ker vsi ti X-meni bi mogli počasi not priti, ker Legion je sin profesor X-a in tako naprej, pač vseeno Marvel je, ja, ni MCU. Mislim, glede na to, da Marvel zdaj gradi svoj multivers, je čist pač možno torej reči. Ja, to je zelo verjetno. Tudi vse govorice zdaj pač govorijo, da bo v Spider-Manu tem novem pač kup nekih ljudi od Daredevila naprej, ne? Tako da bomo videli, kaj to pomeni. Ja, sem pa hotel prej pač reči, ravno to me zanima, ne? Zdajle, a lahko zdaj na tej točki mi mogoče pričakujemo, glede na to, kar smo zdaj videli v WandaVisionu, pa glede na to, da recimo Chloe Zhao snema, mislim, je naredila, ne snema več, ker je stvar že zdavne narejena, Eternals se, a lahko pričakujemo, da bo četrta faza MCU-ja skušala narediti nekaj novega? Ali je to preveč pričakovati? Ker zdaj, točno to, kar si Mito ti rekel, ne? Zdaj smo bili na stopni, ko je Marvel naredil eno izjemno zgodbo, ampak hkrati vsi imamo nek občutek, vsaj jaz sem imel, ko sem gledal Endgame, občutek nekega zaključka. In neko pač vprašanje se mi je porajalo, kam zdaj, ali res lahko zdaj oni ponovijo isto stvar, ne vem, z naslednjimi 20 filmi in en nov lok, kjer bojo na koncu Avengersi premagali Mephista ali kogarkoli pač bojo zdaj imeli v tej fazi, ali lahko pričakujemo vendarle nek bolj weird shit, neke drugačne zgodbe, kar bi WandaVision ni pa recimo, če sta gledala seveda Falcona, ta serija pa že kaže, da ni, ne, tako da zdaj jaz ne vem. Ampak se pravim, Eternalsi so, vsi pravijo, da ne bi bil tu, seveda tudi bo Doctor Strange nove, ki je do zdaj vseeno najbolj drugačen Marvelovski film. No, ja, to Ragnarok je bil meni zelo drugačen tudi deloma. Ja, ampak mogoče bolj tle po vsebini, kaj pa vem. Aha, ja, po estetiki, niti ne toliko po zgodbi, recimo. Štekam, ja. A se vam zdi, da lahko pričakujemo nekaj drugega, svežega, da bo Marvel zdaj, ne vem, je pogledal Snyderja, pa si rekel, to bo, ja. Kevin Feige je zika rekel, si snel ono kapo dol, pa rekel, zakaj se jaz tega nisem spomnil? Ja, zakaj mi nismo vrgli 70 milijonov film, ki ni nič zaslužil? Jaz mislim, da bodo delali neko kombinacijo, kot je pokazalo tole po Winter Soldier, mislim, Falcon in Winter Soldier, tisto je generično, tisto je točno to, kar pričakuješ od Marvela. In oni bodo še naredili stvari, ki jih se pričakuje tudi Spider-Man, ta zadnji, ki zdaj ne vem, če je Phase 3 ali Phase 4 že začel, je bil zelo standarden. Black Widow tudi ne pričakujem, da bo zdaj nek prisežek v psihadelijo ali pa karkoli takega. Kaj veš, Rusi so not? Vse dober spy movie, ne bo pa, mislim, čisto. Ja, bo dober spy movie, po mojem bo točno to, kar pričakujemo od njega. Medtem ko Thor pa Doctor Strange, pa mislim, da se lahko pustimo presenetiti, pa Eternals, ki si že prej omenil. Je tudi veliko vprašanje, kaj bodo s Shang-Chijem naredili. No, tega sem pozabil, še imaš prav. Kam se bo to uvrstilo, ampak mislim, da bi lahko šli v nek, tako je bil Captain America 2 vohunski film, bi to lahko bil nek kung fu martial arts film, čist samostojen, ki bi se na nek minimalen način vklopil v MCU. Mislim, da bodo eksperimentirali pa dosti bolj proste roke pustili avtorjem, posameznim, oni imajo nek lok začrtan, ampak zdaj še lahko gredo proč. Tako recimo, ne vem, če pogledaš Iron Man 3, kjer dobimo in to, da je Pepper Potts superpowered in to, da on uniči vse obleke, ki jih ima, in potem v naslednjem delu se pretvarjamo, da none of that happened, razen pol enkrat se spomnimo, Pepper Potts. Je zaljubljena, to je njena največja supermoč, zaljubljena je v Iron Mana. In poročila se bo z njim.
Po drugi strani tudi, če bi z začetka najeli eno igralko, ki bi jim bila in gledalcem zaradi svojega imidža in mislim, da so igralcem manj annoying, da bi se boljše šlo. Če bi bila Marisa Tomei, recimo tam, namesto da bi bila ona Aunt May, bi Marisa Tomei bila že prej superhero. Okay. Okay. To je zanimivo za kak multivers, Igor, ta tvoja ideja. No, sej drugače, Sony, ko je mislil narediti 100,000 Spider-Man filmov, je imel v planu tudi Aunt May film, kar na tisti točki, ko je ona stara gospa igrala, res ne vem, kam bi to peljalo, bi pa lahko bilo zanimivo, zakaj pa ne. No, Mito, kaj ti misliš, bo četrta faza, eksperimentalna, mladostniška faza Marvela? Če bo deloma. No. Jaz mislim, da je Marvel se mogoče pa nekaj naučil iz Star Warsov, pa nove dobe zelo zgovornih pa glasnih fanov. Še posebej, ker so zdaj v isti družini, ne, za Disneyjem. Kar me rahlo skrbi, pa bi bil zelo vesel, če bi še res šli eksperimentalno malo probati, pa upam, da Eternals res bojo, to je Chloe Zhao, je meni izjemna, to potem, kar sem videl do zdaj v No Man's Landu. Ampak mislim pa, da ne, ker pač cash je cash in pač stavi na konja, dokler ti fura jajca, ali kak ne vem, z mečem še ne vem kakšne pregovore. Ja, ne vem. Vidi se, da si vegan, Mito. Ja. Ne, veš kaj mislim, da konji jajce. Pač ne spreminjati preveč formule, se ti lahko hitro obrne. No. Mislim, da v Star Warsih Rian Johnson, kaj jim je naredil, pa jaz mislim, da je uspešno naredil, ampak fani se niso pozitivno odzvali. Za Marvel si mogoče lahko prvošči kakšen, rečemo temu res Bunny Rabbits, air quotes, spodrsljaj ali dva več od tega, ne, ampak suma sumarum je ta action body comedy vseeno njihov paradni kon, na katerega bojo stavili, ne. Tako da tudi ta četrti lok, četrta faza, kakorkoli, mislim, da bo sredica tega bo točno to. Kar pa bo okrog, tisto me najbolj zanima, ja, priznam. Pa se pravim, upam, da bi bilo tega čim več. Ja, no, vse k četrti fazi se še bomo vrnili na koncu, ko bomo malo se pomenili tudi o post-credit scenah. Zdaj, če se vrnemo k seriji, ne, skratka, gre torej za zgodbo o Wandi, ki skuša preboleti smrt Visiona, oziroma ne more preboleti Visiona, zato ga obudi in ugrabi celo mesto v resnici v to svojo neko iluzijo popolnosti. Wanda, ki je tudi kot otrok rada gledala sitkome, ne, in pač se uživi v en tak sitkom. In pač tisto, kar je bilo meni tukaj najboljše, je v resnici to, da tudi če nisi nek blazen fan sitkomov, pa ne prepoznaš recimo vseh teh referenc, ne, jaz sem jih izpisal za ta namen, ker jih je bilo res, se pravi, prva epizoda je I Love Lucy, pa Dick Van Dyke Show, jaz sem gledal recimo I Love Lucy, zato vem, druga je bila I Dream of Jeannie, to sem tudi gledal, The Brady Bunchov, ki so tretja sezona, nisem nikoli gledal, peta Family Ties, Growing Pains, to tudi nikoli nisem gledal, Gilmore Girls sem gledal za šesto, Malcolm in the Middle tudi, in pa sedma sta že novejši, skratka Modern Family in The Office. Gremo skozi vso neko to zgodovino sitkoma. Kar se mi je zdelo zelo zanimivo in zelo posrečeno, je namreč tudi to, da ta zgodovina sitkoma tudi kaže počasno napredovanje iz zgodb o familiji. Ker prvi sitkomi si timo več čas familije, to so bile Brady Bunch, tako kot sem rekel, ali pa pari, no. Greš vedno bolj, se mi zdi, proti zgodbam, ki so še sicer vedno v familiji, ampak postajajo vedno bolj individualne, karakterne storije, kjer imamo mi vedno več pogovarjanja s kamero, vedno več nekih teh individualnih pogledov na neko, in se tudi norca delajo v resnici, ali pa humor jemljajo z tega individualnega pogleda, kako en lik gleda na skupno situacijo in kako drug tudi tega subjektivnega pogleda, no to sniskamo za božjo voljo. To se mi zdi tudi zelo zanimivo, ker se mi zdi, da vedno bolj gre seveda tudi potem, ko se recimo Vision seveda vedno bolj zaveda, da je nekaj narobe, da
da nekaj ni prav, da Wanda tukaj ne počne nekaj v redu, in se tudi vedno bolj oddaljujeta, vedno več je scen, kjer nista skupaj. Hkrati pač vedno bolj vidimo to osamljenost, mislim, da Wande, in se mi zdi, da so tudi to nekako fino ujeli v samo zgodovino sitkoma, no? In to se mi je zdelo res fantastično, ker jaz zdaj, ker sem gledal tale video, ki smo ga že delili z vami, pa ga bomo še pripeli v zapiske, jaz pol teh stvari, kje bom jaz to opazil, pa se spomnil, kako so celo kadrirali čist iste kadre, kot te posamezne pač serije, tega jaz ne znam opaziti in blazno cenim to in blazno se mi zdi zanimivo, ampak za končnega gledalca jaz mislim, da to, če ni nek filmski, televizijski kritik, tega nikoli ne bo opazil, no. Ne, se to ni mišljeno to kot referenca, kot easter egg, ampak je mišljeno v tem, da ti vzbudi isti občutek, kot ti ga je, če si gledal tisto, oziroma ni nujno, da si sam gledal tisto, ampak kot ti ga je takrat, kar so takrat avtori želeli z določenimi kadri povedati. In to mislim, da če se navežem na to, kaj si rekel, tole zgodovino in razvoj, je dost očitno pri I Love Lucy ali pa I Dream of Jeannie najboljše, kjer imaš še cele te hijinks in ona dva skrivata stvari in to ful dobro zraven pride, ne? Do tega, da imaš pri 5. epizodi, ki je Family Ties, to zelo tesno povezano družinsko enoto, ki skrbi drug za drugega in si pomaga, ker tam imaš tudi tisto sceno z kuža, ko jim umre in kako to preboleti skozi, ker tiste stari sitcomi niso imeli tega, da so liki umrli, enostavno so bili. Če je igralec umrl, so ga zamenjali, pa se pretvarjali, da je nekdo drug. Ne? Medtem ko Family Ties pa tele v 80-ih, pa že tudi tisti v 70-ih so se pa dejansko ukvarjali z takimi temami in jih vnesli not. Ne vedno čist dobro, ampak to pač se je pokazalo. Potem, ko pa ti vneseš kamero, noten ljudi, ki govorijo v kamero, pa prideš hkrati do tega, da se bolj odprejo liki gledalcev, kot so se prej, pa hkrati tudi do enega takega skoraj malo ciničnega humorja, pač ironije in s tem pač malo nepristnosti gre proč. Ne? Ampak mislim, to je hkrati tudi, ne vem, razvoj sveta in popularne kulture in zahodne civilizacije, I guess. Jaz bi pa to drugače mogoče zastavil, ne, ker ta zgodovina, ki je bila tukaj sestavljena v teh, mislim, da zdaj 7-8 delih, ne, zadnja 2 dela sta v bistvu zelo straightforward, je v bistvu zgodovina eskapizma. Ta TV medij kot prevladujoč medij za preživljanje prostega časa, tistega težkega delovnega 8 do 3 ali 8 do 4, ne vem koliko je delovni urnik. 9 to 5. Zabavam se. Pač, da je to primat 20. stoletja ta medij spostavil kot ultimativni eskapističen medij, no, to je moj point. In se zelo dobro poklapa z tem, kaj Wanda v bistvu stori, kako ona ubeži z svoji travmi, z generiranjem neke resničnosti, ki omogoča pobeg. V bistvu edina grožnja temu pobegu je ali samozavedanje, ali pa vdor od zunaj. Ne? In tudi v vseh teh sitcomih, ne, v 50-ih imaš te idealizirane suburban družine, ne, mlade pare, ki imajo pojsle narazen, pol v 60-ih imajo pojsle skupaj, idealizirano družinsko življenje in šele v 80-ih, 90-ih se potem začnejo potem tudi ta razmerja malo, ti eskapizmi malo pod vprašaj postavljati. Na meni Roseanne, na primer, tu skoči v luft kot par, ki se pred deco prepira, ne, tako kot se ona zdaj v tej Modern Family epizodi, ne, že reče, ja, vižen, če noče biti z nami, pač ni z nami, ne, zdaj kva, a veš. In je v bistvu, meni je to kot zgodovina eskapizma in je v bistvu znotraj te teme zelo dobro funkcionira, zelo dobro diha, no, mislim, je tak kot neko ogledalo našega pobega pred kapitalizmom, no, evo, rečemo temu tako, no. To se mi zdi, mislim, jaz sem tako gledal na to, no. Ja, mogoče
tudi samo komentar, samo ironija Marvela, kajti zdaj jih marsikdo seveda njih točno tega obtožuje, eskapizma in pač gradnje nekih fantastičnih svetov, ki imajo bore malo veze z današnjim svetom ali pa družbo. Ja, zato zdi se mi, glede na to, da so po moje, da so zelo brihno štartali z izhodiščem, torej ta travma ob izgubi ljubljenega, in jo poglobijo skozi ta metakomentar, pa vpetost v neko zgodovino medija, v katerega so oni šele vstopili noter, da ga hkrati dekonstruirajo, pa na novo sintetizirajo, je v bistvu zelo art, se moram izraziti, da je v bistvu zelo artiš, ampak je tako dobro narejeno, da je v bistvu precej dostopno. In mogoče se bi zdaj tu navezal na mojo prvo kritiko, da mogoče bi pričakoval tistih prvih 3 epizodah, pričakoval več tega vklapljanja za one, ki niso mogoče toliko senzibilni za neko zgodovino ali pa mediji, pa tako naprej, ampak se pravim, to smo že komentirali. Pravim, da kako so pa to naredili, pa na koncu, kako se to skupaj sintetizira, je pa, kaj pa dolno, res je to tako zelo konceptualno poštrikan. Ja, pa hkrati tale tema izgube nadaljuje iz Endgama, kjer je bilo temu posvečenega veliko, pa deloma tudi iz Spidermana, kjer je prav tale šok, da so ljudje izginili, je bil ful ključen del. Mislim, sploh tam v Endgamu, ko imaš tisti support group, kjer tudi eden od režiserjev igra. Taki trenutki so, kljub temu, da ti gledaš film o fantastičnih bitjih in magičnih kamnih in bogovih, ki na koncu imajo ridiculous bitko, so pa tisti trenutki vmes bili nekaj, s čimer se lahko vsakdo poistoveti, ki je nekoga izgubil. Zelo grounded. In tukaj so to še eno stopnjo višje dalje. Ja, čist, mislim, vzeli so v središče, mislim, če smo čisto odkriti, Marvel se ni privoščil nekih hudih izletov v težke teme, v bistvu je kot footnota bila to, tudi ona tema z režiserjem, da bodimo odkriti. Tisti 2-3 minuti, vse je čisto ok, da best je na mestu, pa da neko ton, pa težo določenim dejanjem, ampak ni pa zdaj središče Endgama. Veš, mislim, je tako... Mislim, tista scena, sem tako izrazil. Marvel se vseeno v teh big blockbuster variantah ne upa i takih globih dram. WandaVision je tu dosti bolj komentirala, se mi zdi, dosti bolj globje šla. V Iron Manu 3 so imeli PSTD, je bila kar ključna tema. Samo zato, ker pač imaš Roberta Downeya, ki to odigra, pa Shana Blacka, ki je napisal scenarij, je vse skupaj narejeno kot komedija, ampak če pač tisto njegovo nenehno nakladanje, ki ga fura, pač pogledaš z enega psihiatričnega stališča, je kar scary. In to, da si kar nenadoma obesi na enega malega froca in ga vzame za pomočnika in tak dalje, so kar acts of a desperate person. Že, samo ton je tako... veder, veš, da zelo težko resno jemljem to kot neki... Ja, mislim, vseeno je božičen film, ker ga je Shane Black naredil, ampak Shane Black dela, njegov prvi film je bil Lethal Weapon, ki je isto božičen film, ampak eden od prvih kadrov je glavni junak, ki si pištolo potiska v glavo in razmišlja, da bi naredil samomor. 80s. Še hujši me bilo kot nam danes. Ja, definitivno se mi zdi, da so serije seveda namenjene temu, da lahko tudi kakšne te bolj vsakdanje ali pa neke teme pripelješ. Ni nazadnje, zdaj ne vem, če sta gledala drugi del, pa mi je žal, ker se skozi obračam na temo, ampak recimo tudi Falcona in Winter Soldierja zdaj v drugi epizodi odpirajo temo rase, ves čas zdaj že tudi tukaj odpirajo temo post-blipa, kjer tudi zdaj zgleda, da tile... zlikovci ne bodo tako simple, to so ljudje, ki zahtevajo, ki se jim zdi, da je pač blip naredil ene tudi dobre reči, očitno se je svet takrat bolj povezal, želijo živeti v svetu brez mej. Tako da, se mi pa zdi tudi to, tudi WandaVision je seveda tudi zadev, ne na zadnja zeitgeist, izguba je nekaj, kar zdaj v Ameriki veliko razmišljajo o tem, tudi ujetost v vlastnem domu je nekaj, kar vsi razmišljamo, se tudi pri nas o izgubi.
ker preprosto živimo v časih, ko skoraj da več ni, v Ameriki skoraj da ni družine neke širše, ki ne bi imela kakšne izgube zaradi COVID-a. In jaz mislim, da je tudi tukaj nekako ujela, se mi zdi ta nek duh cajta, kjer imamo te kripi nasmeške, pa pretvarjanje, da smo vsi v redu, pa še vedno se delamo, kot da je družba čisto normalno, deluje dalje, ampak v resnici nič ne deluje, stvari razpadajo, središče ne drži, če si sposodim znan citat od Jejca, če se ne motim, Skratka, pač tukaj in meni je pač, tako kot je Igor že rekel, meni so bili pač najbolj všeč tle, v resnici pa meni ta počasen build-up, počasna gradnja mi je bila pa meni najbolj všeč, kar mogoče mi to je tebe bolj iritiralo, ker sem takoj pač se mi je zdelo, da je pač, meni takoj, ko vidim ful srečne ljudi, dobim tak creepy vibe. In tu se mi je res zdelo, pač ves čas sem čakal, valjda, da se bo, mislim, vse smo vedeli tudi če ne bi gledal, se mi zdi, da je, in ko je bil tisti prvi, ne vem, tip ki pride ven iz kanalizacije, pa še bolj radio, ko začnejo, pač Vanda, si to ti, tako, pač res imaš en tak nenavaden občutek, posebej pa se mi zdi, da je ta, ravno to sem hotel odpreti tudi, ker je že, mislim, da mi to zdaj malo nakazal, pač ne, da sem se prepiral, ampak nedolgo tega je pač naš pogost komentator na Facebooku Vič Teh recimo omenil, da je razlika njemu med DC-em pa Marvelom, da je DC mračen. Za razliko od Marvela, ki je neki happy people, buddy, humor in akcija. Kar je sicer, bom rekel, precej res, na neki zelo splošni ravni, ampak mene ful moti, ko ljudje mislijo, da je mračno, če se ti cel film dogaja v temi, ali pa črno-bel, tako kot zdaj Snyderjeva nova verzija, to še ni samo po sebi mračno. Meni to, da se pobijajo, to je ilustracija. Medtem ko imamo tle WandaVision, kjer najbolj enih mračnih stvari niti ona ne nagovori, to je naprimer, da ona za svojo bolečino ugrabi eno celo fucking mesto. In celo mesto vzame jim individualnost, vzame jim agencijo, vzame jim skratka svojo svobodno voljo in jih naredi kot neke svoje lutke, ki nastopajo v njeni srečni predstavi o srečni familiji. To je bil meni najbolj grozljiv moment WandaVisiona in dejansko en prehod od tega, ker v stripih Scarlet Witch tudi ni 100% dobra. In tukaj sem jaz dobil en tak vibe, in tudi nekatere teorije to trdijo, namreč, da bo Scarlet Witch je tukaj na poti k ne najbolj pozitivnemu liku več. In da je to mogoče prvi korak k temu, da WandaVision prestopi v Scarlet Witch itak, ampak da bo ta Scarlet Witch mogoče ne bo pozitiven lik. No? Ker meni je bilo to grozljivo, meni se ta občutek ujetosti, da nekdo kontrolira s tabo, opereti možgane dobesedno, to se mi zdela najbolj grozna stvar v tej seriji. No? Ja, čistrinja, ta, kako ne rečem, gaslighting na levelu 5000 ljudi, ne, je tako ta kar hardcore. No. Predvsem, mislim, da je bilo zelo fino narejeno, ne, torej Visionu se začne zelo počasi sanjati, kaj se dogaja, pa mu ona celice dopoveduje ne. To je to, vse ok, mi smo srečni, ti si cool, jaz sem cool, mi smo ok. Se pa čist strinja, da s tem in ko potem potegne v zadnjo soočenje, predvsem za parimi liki, ki se obudijo iz njene ujetosti, ko jo probajo soočiti, predvsem ona igralka iz Buffy mi je ven stopila, no, ki je špila Anjo v Buffy, ko prosi Wando, da a lahko vidim mojo hčerko, a lahko spustiš ven iz sobe, naprimer. Ne? To mi je bilo hardcore, pa zelo temno, grozno. Še najbolj grozno pa mi je, da je tipica odpeketala brez kakršnih koli posledic. To sem pa bil zelo presenečen, ker sem mislil, da bo vsaj kakšno posledico utrpela. Ker tole, bodimo odkriti, na koncu ona zmaga in se poslovi od vseh, pomežikne Rimbojevi, pa reče, ajde čau, jaz se grem učiti, jaz grem faks študirati ali whatever. Ne? In vsi so kar ok s tem? Pač čuj stara, what the fuck? Ne, glej, vsi so kar ok s tem, ker
vidijo, kako moč ima, pa vejo, da nimajo šans proti njej, tako so bili vsi kar ok s tem, kar je Thanos naredil, ker jebat ga, kaj pa češ. Ja, ne vem, ampak, mislim, ampak tista scena, ki jo pa vidimo tik pred tem, ko ona pač celi tale heks ugasne in se poslovi od otrok in moža in oni izginejo, ona je ne glede na to, da tale life fake ustvarila, je imela družino prvič po, ne vem, rečemo 30 letih, ali pa 20. In je imela, ona si je sama naredila en anchor, ki je držal, da se ji ne zmeša, ker se je pravzaprav zmešalo, no, kako pač gledaš na to zdaj. In ona je zavestno se mogla odločiti, da je vse to dala proč in se poslovila od otrok. Njej so dobesedno pred očmi umrli vsi, ki jih je imela rada. Še enkrat. Ja, vem. Mislim, da na koncu bi lahko to serijo, ali pa rečemo ta njeno odpuščanje, ali pa kako se nekaj milost položi, rečemo gledalčevo odpuščanje položi zdaj v nederje te serije, ne, je ali se ti smilijo prebivalci tega mesta, ali pa Wanda, ki je pač žrtvovala svoje družinsko življenje za to, da pač oni ne trpijo, ne, in vice versa. Prebivalci so iz Jerseyja, tako da. Okay. Ta je bila pa mračna. Malo racist, no, bom rekel. Zabavno. Mislim, to se mi zdi, ko on po zadnjem delu, meni glavna dilema, ker čist v endkredicih njo vidimo, kako ona brska po nekih knjigcah, ona uživa tamle v neki idilični alpski pokrajini, čajček pije, vse the best. Mimo grede, zakaj vsi MCU-je veliki morajo imeti neko tako bajto v jezeru? Mislim, Hawkeye ima neko kmetijo na samem, Iron Man ima tisto bajto tam, ona tukaj, Strange, mogoče mislim, da je od predfeni, kako pa misliš? Ne, mogoče mislijo, če nije živi fija, da že to kazen dovolj, veš. Ne, tu se pač meni zdi, da to, kar je ona naredila celemu mestu, je grozno. In to, kar bo tale Sword oziroma ameriška vlada naredil temu mestu, kjer jih bo zdaj vse testirali in špikali in ugrabili za nekaj časa, je še bolj grozno. Definitivno so ti ljudje ful najebali, da so v tem Westwillu doma. In ja, najbolj pa Agatha. Kako pa gledate na ta aspekt? Ena stvar, ki me pa ful zmotila, pa je Agatha. Agatha je bila super lik, tale reveal je bil krasen, komad je bil prstek. I even killed the dog. Ampak njen flashback, Agatha je bila čarovnica v Salemu, what the fuck. Gled, Salem Witch Trials so bili, ni bilo čarovnic, ženske so obsodili kar tak in jih ubili in danes se še, mislim, pol razumem, da iz tega, ker so ubili ene ženske, pride do tega, da nastane nek lore, da ja, mogoče pa je bilo kaj na tem. Ne, for fuck's sake, ni bilo. Vse ti veš, da je to fikcija, ne? Vem, da je, ampak v fikciji, dajmo se nehati pretvarjati v fikciji, da so bile tam dejanske čarovnice. Lahko daš čarovnice, so bile kjerkoli na svetu, randomly so se pojavile, bile so v New Yorku, whatever. Yeah. Ampak to, da daš v enem kraju, ki je znan potem, da so po krivem obsodili ženske in jih pobili for no fucking reason, da daš, da od tam, da je ona čarovnica, pa se mi zdi pa res bedno. No, ja, jaz moram sicer priznati, da sem podobno reagiral, ko sem to videl, ker je bilo tako, moj bog, pa že spet Salem. Res, kot da nimajo ene drugega mesta ali pa vasi v Ameriki, kjer bi lahko bile čarovnice, sem ta klinčev Salem. Nasploh tako moram reči, da tista, meni recimo ta, ja, reveal mi je bil super, pa tako, a pa bi mi bilo po eni strani čist boljš, da ne bi zdaj zvedel njene origin storije sred serije, ker ne vem, če je imela kakšenkoli smisel, oziroma tudi, če je ne bi zvedel, ne vem, če sem dobil zdaj kaj od Agati, zvedel kaj blazno novega. Tudi, če bi mi ona tam rekla, da je stara
500 let bi še vedno rekel, ok, whatever. Pač. Ja. Ni se mi zdelo, da je tisti prizor tako pomemben. No. Ja, mislim, ne bi ga bilo treba imeti sploh. Ja. Videl si iz tega, da ona krade energijo, ko jo streljajo in to je bolj manj to, kar je bilo pomembnega za zgodbo dejansko. Ne vem pa, če je to v stripih, da je to zdaj pač tako, ker domnevam, da pač je, ne, ampak... Ja, no, se strinjam, ne bi bilo potrebno. Mislim pa, jaz osebno nisem v luft skočil, sem bil samo, ja, ok, pač tam ste, whatever. Res mi je, dol vesel. Ja, mi to. Kva? Bi sklepal, da te čarovnice bolj zanimajo. Da me kdo kaj? Da te čarovnice bolj zanimajo. Vse čarovnice so kul, pa to zdaj pa pač ne vem, a je ona pravi selema ali ne vem. Meni ni bil to taki trigger, kot je očitno tebi bil. Pač, mogoče sem res tega gledal iz tega stališča, pač fikcija, ki še ima po vrhu eskapistični koncept, pa zdaj pa pač, da je tu nekaj mogoče malo obešanja na aktualno zgodovino in grozodejstva te iste zgodovine. Res, priznam, da nisem do zdaj, ko si to omenil, niti pomislil na to, res, priznam. Tako da, jej, Marvel, ki si to meni naredil, ali kako? Ja, no, skratka, na koncu je bila Agatha, ne pa Mephisto, ne pa, ne vem, bilo je ful nekih teorij, kdo bo pač bad guy v tej seriji in na koncu pač je bila Agatha. Ja. No, ampak mislim, da je zelo vredu to bilo, kako je bilo dozirano, da si ugibal, kdo bi lahko bil, da si imel spet te teorije, vse, ki so se razvijale. Fake Pietro je... Well played, Marvel, well played. Ne? No, jaz moram tudi reči, da mi je bila pač všeč Agatha kot referenca na Agatho Schwarzkobler, Rudija Šelige. Okay. To se mi je zdelo, Marvel, fuck, poznaš slovenske romane, the best, res ni, lej. Kapo in dol, res, jaz tega ne bi nikoli. Ja, zakaj niso na mesto Salem dali Visoško kroniko, placa, veš? Ja, bi bilo, na visokem, na visokem, tam je. Ne, se sklepam, da v Spider-Manu dobimo kaj na Galjota še. Skratka, ja, če kaj si zdaj nekaj si načel, je bilo kar nekaj teh velikonočnih pirhov, kot temu rečemo jajčk, po slovenski in veliko tudi teh, zdaj le pač jaz se strinjam, tako kaj mi to že rekel, pač ta Pietro, jaz mislim, kljub temu, da je bil pač fake in da je vsa ta zgodba, je pa mislim, da nek način, da je Marvel zdaj že pokazal, X-meni pridejo, tako da bomo videli, kaj pa, mislim, okay, zdaj pa... Če so Pietro še en komentar, meni je tak joke, tak brez... dober ali pa malo otroči joke, no, kao, da so mu res dali ime Ralph Boner. Ker so vedeli, da bojo fani kao, v luft skočili, pa le se to on in ime mu je Ralph Boner. Mislim, not subtle at all, no, bom tako rekel. Mislim, da je čist prav vsem, ki so dobili Bonerja v mestu. Po moje, ko so skužili, kako mu je dejansko ime temu liku, so ti Bonerji šli malo dole. Če mogoče še rečemo, seveda, kakšno zdaj v tej nadaljevanji 4. faze, na koncu dobimo dve zelo zanimivi stvari. No, skratka, Monica Rambeau dobi povabilo v vesolje. To je nekako od Skrulov, ki so seveda... Elon Tusk, veš. Ki so seveda, Skruli so seveda tudi eni glavnih protagonistov v Secret Wars, kar naj bi bila tudi ena od serij, ki jih pripravljajo. Ne vemo pa še, a je to pač glavna zgodba 4. faze Secret Wars, ali samo spet še ena zajebancija Marvela, ali je to res namig. Skratka, Monica Rambeau gre v zrak. Nekaj se je očitno tudi zgodilo med njo in stotnico Marvel. Tudi to je bilo nekaj namigov, pa nikoli pojasnjeno. Neka zamera je med njo in stotnico Marvel povezana z materino smrtjo, če sem jaz prav skužil. In pa seveda Monika ima super moči, smo videli. Misliš, da bi dala Denversova kleščarja?
Ne, mislim, da bi Denversova lahko pomagala, samo je nikjer ni bilo. Ja, štekam. Okay. Aha, mogoče v tem smislu. Ja. V tem smislu. Skratka, to na koncu pa seveda imamo to škrlatno coparnico, ki je zmožna astralne projekcije. To pač vidimo, razen če sta dve, ampak jaz mislim, da je zmožna astralne projekcije. In seveda ima zdaj dostop do teh knjig, ki jih Agatha omenja, neki, kaj so že Dark neki spet. The Dark Tombs. Ja. Tombs Ja, Necronomicon by any other name. Ja. Yeah. Dark Seedova dnevniki, ali ne vem kaj. Zaprašeno ona zdaj to očitno v knjižnici na Ptuju, na Potrčevi. In očitno ona zdaj to proučuje. Skratka, to očitno mora nekaj pomeniti. Jaz ne vem zdaj. Jaz imam še en tukaj stvar, ki si jo pozabil omeniti, in to je, da v Infinity War je Shuri dejansko prekopirala Visiona. Je samo... In je naredila neko kopijo onega kamna ali whatever. In s tem se zna še mogoče kaj zgoditi. Po drugi strani imeli smo tudi neke scene, kjer je bil The Mandarin not in ga nismo pol nikoli videli, ampak tam je bilo ful pomembno v Infinity War, kako ona dela tisto kopijo in ali bo ratalo narediti ali ne. Potem pa ne reče, ni ratalo, ampak jo vzame pa gre in potem z tega ni bilo več nič. Tako da, kar se meni zdi, da če bi zdaj Wanda postala evil, recimo, bojo potem nova Black Panther našla nek način, da Visiona nazaj pripelje lahko, I guess. S tem, da seveda zdaj imamo tega belega Visiona. Ja. Mislim, on je... Beli Vision pa je kar neki. Albin Vision. Ne, čakaj drugače, White Power Vision. Ja. Tako nekako, ja. Ja, ker on je, Skratka, on je njemu downloadil ves shit, ne? Nekako mu je obudil zatrte blokade ali firewalle, ne? Da je ta beli albino, ne, se spomnil Visionovega življenja, tako da zdaj on v MCU-ju obstaja, ne, Vision živi. Tako, vizija živi. Ja, tako zgleda, ne. Ja, pa seveda, krati ne smemo seveda pozabiti, kar si mi to že omenil, Sworda, ne, ki je pa organizacija, ki je isto kot Shield, sam v vesolju. Pač nič drugega ni. Ampak ta organizacija, zdaj seveda spet smo tu na takih tleh, ker je to že stokrat bilo nakazano, ne, ker je konec agentov Shield, je v tem, da oni grejo v vesolje in so basically, če mi zdaj to prav razumemo, fani, Sword. In seveda tam Quake vodi Sword. Quake, ki je tudi spet eden od vhodov v X-Men vesolje, tako da skratka, jaz sicer zdaj verjamem, da Črna vdova seveda nič od tega ne bo nagovorila, ker prvič je to film, ki je mišljen bil pred serijo, drugič pa seveda se dogaja v preteklosti in govori o izvoru Črne vdove in skratka, domnevam, da sicer nek tam post-credit scene verjetno bo, ki bo nekaj pomenil. Veš, kaj bi znala Črna vdova rukant, ne, kakšnega X-mena, kakšnega Logana, veš, Logan je star, Logan je ni smrten, ne, in mogoče bi lahko kakšen kameo... A dvomiš? Ne, mislim, to bi pa že ven prišlo, če bi do zdaj, da bi dejansko Hugh Jackman bil, ker Hugh Jackman se še vedno dogovarja. Ne govorimo Hugh Jackman, kakšen nek, veš, easter egg, da bi noter bil, ne vem, kakšen adamantium, da bi nekdo tam bil na zaslonu, whatever, nekaj tak šita, ne. Ja, kaj takega bi bilo možno, ja. Ampak predvsem pa mislim, da je vloga tega filma to, da pač ima Scarlett Johansson nek slovo, pa da tole... Ja, tole, ki Aljoša rad gleda, kako kuha, kot neko novo Črno vdovo nastavijo. Kak je že ime? Piu. Piu. Ja, ok. A ta kuha, to govorice od zelo, piu. Ne bom ti povedal, kako je ime, vrak naj te pocitra. Igor, ti bom jaz dal piu. Piu se piše.
Florence. Ja, definitivno jaz mislim, da je to, ampak pač jaz vseeno mislim, da iz nekega razloga so dali pač Black Widow, Črno vdovo kot začetek. Zdaj sicer oni vedno imajo, Spider-Man je tak pač poletni filmček, ki ponavadi ni imel dost tog veze z preostalim MCU-jem, ne? Ampak Spider-Man je že bil in pač dogajal se je hkrati ne vem, kakorkoli že je bil, tik po blipu je bil, pa ni imel nobene veze in tako da jaz vseeno pričakujem, da v Črni vdovi bo neki, no, razen Florence, bo neki se premaknilo nekam ali kaj pa jaz vem. Bliže štedilnikom. Če kuha, rekel si, da greš kuha. Okay, ja, Florence je zelo odlična kuharica in pač te angleške, britanske recepte obvlada, tako da pa zelo zabavna in simpatična, tako da jo je užitek gledati. Rad bi kdaj probal, kaj skuha. Ja, to pa še ne. Veš kaj, to dela na storijih, jaz ne znam to, kako to ustaviš in bolj v miru pogledaš, da mogo bi si pisati zraven. Nucajmo, smelo vižen nucajmo to. Absolutno rabimo smelo vižen. Skratka, pričakujemo lahko bodi si skrite vojne, bodi si ne vem kaj, bomo verjetno videli, ne? Ja. Vsekakor mislim, da kar sem zaenkrat videl od Falcona in Winter Soldierja in glede na pričakovanja, ki jih imam za Hawkeye, da je to bil kar en vrhunec MCU TV-ja, ki ga ne bojo dosegli, po drugi strani pa pride še Loki ven, tisto pa vseeno mislim, da bi znalo biti mogoče celo še boljše, če ne drugega ima Toma Hiddlestona. Jaz pa mislim, da bo tisto taki heist movie, body comedy, mislim, po trailerih sodeč se ful zabavajo vsi, tako te Marvelovske enostavčnice se sekajo, a veš, mislim, po mojem bo full fun, bolj komedi. Jaz tudi bolj pričakujem nekaj v tem Thorovem nadaljevanju Thora in tako in brez teh nekih, ker tudi mislim, da Thora pač, ki ga dajo našemu najljubšemu režiserju, mu ga pač ne dajo zato, da bi on z MCU-jem imel full povezave, ker po mojemu tok ne zaupajo. Ali mu dajo, glej, zabavaj se. Do your thing. Tako da Taika bo po moje tudi naredil. In glej, jaz sicer tako, pač, sorry, ampak meni nista tako napačna, no, Sokolec in Zimski voščak, či se zabavam, pač taka gledljiva stvarca, pa všeč so mi ti, no, tako kot sem rekel, druga epizoda mi je bila že precej boljša, akcija je pa še zmer tako, kaj bi lahko naredili s tem, da ima on krila in s tem fajtom na tovornjakih, zdaj v drugi epizodi pa niso, no. Obupno je bil. Ja. Res, ful stvari niso imele smisla, ful dost je bilo preveč ljudi, dajmo stati na miru, dok ne bo tistega na oni strani tam fertik, potem pa se bomo pridružili fajtu, ali pa kaj vrgliti, ali pa kaj. Malo je hecno vse skupaj, tako da. Ampak badi humor je pa tle, rasizem v Ameriki je še zmer tle, črnci ne morejo dobiti posojila v banki, tudi če jih 5 let vmes ni bilo, pa tudi če so super junaki, kar se mi zdi tudi čist zelo ameriško. No? Je pa zanimivo, da prav isto temo je v prvem delu imel tudi DC v Superman and Lois, kjer je Martha Kent izgubi bajto, zato ker ne more podaljševati posojil. In ker je črna. Ne, ampak prav to z bankami, ki ne upoštevajo resnih ljudi in super junakov. Mogoče pa to misli folk, ko gleda Snyderverse, da je to full darka, veš, folk ne dobi kreditov. Ja, tudi če si Supermanova mama, ne dobiš kredita, to je pa res dark. Kar dark. V bistvu ona je izgubila bajto v 2 različnih zadevah na HBO-ju. Mislim, meni je logično, da Supermanova mama ne dobi zavarovanja. To mi je logično, veš.
Tudi jaz nobenemu teh superjunakov ne bi dal zavarovanja, to se mi zdi tako. Ne samo, da je Kansas, še Karl Elm je v bistvu tista glavna tegoba. Ja. Mislim, halo. Sicer je večina teh stvari act of God, ne, se lahko opredeli, tako da ne rabijo plačati. Ne, ampak... Force majeure pa to, ja, dobro. Ja. No, če vseeno mislim na konec, tako za tiste, ki niste gledali, ne, 9 epizod je samo, pač pogledajte, meni se zdi serija čist fina, legalno žal je še zmer ne morete gledati, tako da bo pač treba biti mal pirata, za to, da si pogledate. Upamo pa, da Disney Plus mogoče vidimo vsaj tam do Lokija enkrat. Ampak napovedano je, da v prvi polovici tega leta, tako da še imajo 3 mesece. Ja. No, skratka, to je to. Glejte, WandaVision, poslušajte nas zmeri, ne glede na to, kaj govorimo. In mi to... A se meni zdi, da smo bili ful pridni skvarniki, da res nismo ful spoiler. Kako smo prizadeli? Kaj je spoiler? Ne, mislim tako, se mi zdi, da nismo prav bili. Ja, ok, Agato smo nekako ruknili. Dobro. Ja, gled, Agato smo plus povedali smo, kaj je cel point, da zakaj je ona vse naredila, ampak vse ni nek problem. Mislim, dejansko se ne moramo pogovarjati o tem, če ne rečemo, da je to serija o žalosti in prebolevanju izgube. Ampak vse to je nekako logično. Vse, če poznaš, mislim, za tiste, ki poznajo lika, vejo. Ja, ampak če gledaš trailer, ne veš tega. Ne? Če gledaš trailer, vidiš, da je to sitcom. Pa da se vrnem, ko smo glih na koncu pred Star Trek kotičkom, kako bi vidva nekomu, ki ni gledal, ki ne pozna MCU-ja, Marvel, ništa razložila, kaj se gre WandaVision v 2 stavkih. Vem en stavek. What is grief if not love persevering? Kako lepo, to je pa res. Tle je šel Marvel že v pesniške vode. Ja. In definitivno Bettany zna deliverati take verze. Ja, moram reči, mislim, da je to kar. Mislim, da Igor se ja, ne, moram reči, da tudi on zadnji dialog med njima je bil res tak. Se je dotaknil, ja, fucking audio medij imamo, pač kažem na srček. Ja, tiste, čej, ti si moja ljubezen, ne, kao, ne, ko vpraša, kdo sem jaz, če je vse fake, pa ona je tako reče nazaj, ti si moja ljubezen. Zelo lepo. Res je, in zdaj gremo k še nečemu, kar je zelo lepo, in to je seveda Star Trek kotiček. In bo mi to povedal 2 stvari, in eno od njih celo poznam, tako da se zelo veselim. Ja, ker me zanima, če boš lahko ti povzel ta drugo zadevo, ta prvo jaz, ker razdelil sem na 2 temi, ki jo WandaVision izpostavi. Zdaj ta TNG Dark Page 7. sezona, 7. del, se gre predvsem o psihološki travmi, o izgubi otroka. In glavni lik je tukaj Lwaxana Troi, torej mati Diane Troi, ki je ponavadi v TNG zelo cringy lik. Jaz komaj gledam te njene dele vse v prejšnjih epizodah, ampak v tem delu je pa the best, ker je taka resna drama, prav tak serious shit. Premisa je zelo simple, torej ona je ambasadorka federacije, ki skuša spostaviti stik z zgolj telepatsko raso, ki se ne zna verbalno sporazumevati. In preko tega stika, ko ona skuša komunicirati med Picardom pa ne vem njimi, prihaja do tako intenzivnih telepatskih soočenj, da ji travmo izguba otroka fukne na površje in pade v komo, in Diana Troi, njena hčerka, ki nima pojma o tem, kaj se dogaja, nima pojma o izgubi njene sestre, skoči v telepatsko navezavo z njo in imaš potem neko virtualno rečemo temu Vulcan Mind Meld varianto, ko ona hodi pa raziskuje njeno psihološko pokrajino, da skuži, kaj je ta travma, zaradi katere njena mati trpi. In je zelo dark, ampak tudi zelo human delno, zelo the best. Odlično odigran, en ta boljših. Tako da ja. Ta drugi del
je pa The Survivors iz 3. sezone, 3. del Tumpa Aljošu prepustil, da me zanima, kako ti vidiš to povezavo na WandaVision. Evo, zdaj že lahko žezlo predajam. Jaz moram reči, da si zelo dobro epizodo zbral, ta je ena mojih najljubših, najbolj zanimivih epizod. Skratka, gre se za to, da ekipa posadka Star Treka naleti na nek planet, ki je popolnoma opustošen, ki so ga zravnali z Zemljo, tako zgleda neka civilizacija, ampak sredi tega planeta je en majhen zaplat trave in ena hiška, ki je tako idilična gor, in seveda pristanejo tam in zgleda, da je en par starejši tam živi, in pač unadva trdita, da so vesoljci potamanili celotno civilizacijo, samo njiju ne. Iz nekega neznanega razloga. No, seveda na koncu se izkaže, da to ni čisto res, in da je zato, ker pač Diana doživlja neka glasba in ves čas v glavi igra in se je skoraj zmeša od tega, zato mora seveda ekipa razrešiti to uganko in ugotovijo, da je samo še ta moški, starejši moški živ, ki sploh ni človek, ampak je Daud, neko nesmrtno bitje neznanskih moči, in da je skratka ta civilizacija, napadli so jih neki husnoki, če se prav spomnim, da preverim, husnoki, ki so skratka napadli ta planet, in potem je njegova žena, ta nesmrtno bitje se je spremenilo v človeka, zato ker se je zaljubilo v to žensko, in ta ženska gre, da se bori proti njim, on je pa pacifist in ni hotel pač izkoriščati svojih moči, zato da bi se boril proti njim, no ko pa njo ubijajo, pa on v pogledu na njo se mu čisto zmeša in pobije celotno raso husnokov, 50 bilijonov posameznikov, ne vem, če so ljudje, no, skratka biti teh, in to se mi zdi taka res grozljiva zgodba, tudi on živi v tej hiši, kot da se ni nič zgodilo, pa če vedno ustvarja to neko iluzijo, jo je čist kopiral, ima kot nek AI, kot Envision tam. Zelo podobna je stvar, res je. S tem, da pač seveda on pobije vse skupaj in ima še to neko grozo holokausta v resnici, genocida za sabo in ubil jih je z eno mislijo. Taki Q-level moči. Ja, tako bitje. Ja, zelo, zelo fina. Predvsem tukaj ta igralec, on je najprej odklonil, da bi igral sploh v tej epizodi, ker ima leto poprej žena umrla, pol pa je vseeno so ga pripričali. No, meni je predvsem on se oklepa te podobe žene, ker on je privolil, da bo z njo je deloma odrekel tudi svojih moči, zato da bo z njo in ne more spustiti, ne more se soočiti z njeno smrtjo. V bistvu tako zelo varuje tisto malo zelenico okrog bajte. Tako da mislim, v tem smislu se meni zdi, da se zelo poveže za WandaVision, tale travma, izgube, da ne moreš spustiti, kljub temu, da imaš neznanske moči, se mu jih pisatelji pripisali. Pa v tem delu še ena ful lepa fora, Worf, ki pije čaj. Torej ta gromozanski klingonc, ki ima kravji drek na čelo in potem z onim mezinčkom zdvignenim pije on virtualni čajček, pa reče, it's great tea, ena bolj komičnih stvari ever v treku. Samo to sem še kdo. Lepo. Skratka, ja, to je bil Star Trek kotiček, v katerem sem zelo z veseljem sodeloval. Hvala mi to, da si me pripustil vanga, in smo že pri tem, kaj gledamo, beremo in poslušamo, oziroma kaj smo gledali, brali in poslušali v zadnjem tednu, in vidim, da spet je Igor kar nekaj pogledal in prebral in poslušal. Igor, kar začni? Ja, FDF se odvija še samo do srede, tako da hitro, če hočete ujeti, imajo par super filmov. Najdete jih na fdf.si, potem pa pač isti postopek, kot je bil na Life, tam kupite karto, gledate prek brskalnika, vržete to na TV, če vam dela. Meni to poddela super, moram reči, da so malo zboljšali sistem, tudi podnapisi in vse. In sicer dva filma, ki bi jih izpostavil, eden je Zapiski iz podzemlja in je o dunajskih gangsterjih iz 50-ih, 60-ih.
To so danes zelo, zelo stari ljudje in vse skupaj poteka prek intervjujev z njimi in oni razlagajo, kako je bilo takrat po vojni, kako so pač imeli so neko gamblanje prek, pa policija se je spravljala na njih in kako so jih potem zašili, kljub temu, da niso bili na koncu za stvari, ki niso bili krivi, ker jih niso mogli dobiti za stvari, ki so jih ušpičili, kako so bili vmes neki shootouti, kako so se tepli. V glavnem, zelo hecno je gledati ene take stare, umirjene ljudi, ki razlagajo, kako so rulali dunajsko underground sceno v začetku 60-ih. Je pa malo počasni film, pa še dosta petja ima, ker eno teh ljudi ful poje, še vedno ni tako ful nujno bilo tistih, ko ima dodati vseh not. Drugi pa film, pa ameriški, je pa dost bolj pretresljiv in sicer naslov je Neprebojen, narejen je v slogu Cinema Verite in pač ta režiser spremlja eno srednjo šolo v Teksasu, kako imajo priprave na to, da je active shooter, kaj morajo učitelji narediti in tako dalje in potem kak tip, ki fura security system v šoli, varnostnik, kak je vzpostavljeno. Recimo, ena od stvari je, da vsak dijak in zaposleni ima en tak ključek, da spremljajo neko lokacijo, da vedno vejo, kje je. Potem imaš recimo v učilnico, kako se jo zabarikadira, kjer steno se postavi, to vse važijo dijaki in učitelji. In potem greš pa recimo v Vegas na šov, kjer predstavljajo rešitve, kot recimo tabla, taka premična, ki je bulletproof in jo postaviš lahko pred vrata ali pa celo jih daš 3 skupaj, pa lahko napreduješ proti active shooterju, če si policaj. Potem imaš, kar mi je bilo še sploh take omarce, ki se lahko noč skrijejo dijaki in so tudi bulletproof. Skratka, vse razne regulacije orožja, vse rešitve na svetu. Ja, v bistvu potem še pokaže, kako assault weapons, ono vojaško ima šola, koliko jih ima, ne vem, mislim, da jih ima 10 pa 200 za zihar, če se pokvarijo, da jih imajo v rotaciji, kdo vse jih uporablja, tečaje, streljanja za učitelje in kako to treba handlati. Najboljši pa na koncu, ko zaključi, ker on je tip, ki ima security čez, ki razlaga, kjer vse assault guns ima, kako spremlja lokacijo vsakega dijaka in njihove objave na social media in tak dalje. Kako on pol prijavi, da njemu se to zdi čist narobe vse. Pa tip je tako umara, ne? In on ne bi teh sredstev za orožje dajal, ne? To so pač sredstva, ki jih država da in so namensko uporabljene in šolski svet in mesto in kdorkoli zahteva, da se morajo orožje pa varnostne rešitve kupiti, medtem ko on pa je mnenja, da bi bolj tak social programi, da ne vem, če ima nekdo anxiety, da se pogovoriš z njim, da ljudje, ki imajo razne travme, se jim counseling zagotovi, ne? Tak, pa pač tudi za celo okoliš, ne, ker običajno je strelec bil nek dijak ali pa bivši dijak in da če te probleme shendlaš, nek random človek bo zelo redko prišel v šolo postreljati, ne. No, tako da take stvari so not in je vredno gledati ta film. Okay. Potem pa sem začel gledati še 2 serije, ki sta starši na HBO-ju. Glih druga sezona prišla, Martin Freeman igra glavno vlogo in je tudi soavtor. Breeders je naslov, še boljši je kot prva sezona. Naslov, mislim, kar pove, on pa še ena ženska sta starša. Otroka sta naenkrat iz prve sezone v drugo, kar je za nas 1 leto bilo, je bilo za otroke 5, ampak v redu, so boljše igralce dobili in imajo bolj najstniške težave ti otroci in ful v redu eno teme furajo naprej in predvsem je to obvladovanje jeze in frustracij, kar mislim, da prva scena prve epizode je, kako otroka razgrajata v sobi in on se proba pomiriti, kaj ima že 3-krat rekel in gre not in tak je še pred vrati, globoko diha, ok,
shendlati moraš, odpre vrata, začne kričati z nule, dreci na njih, obtoževati za vse stvari. Čisto dvignemo dekli. In tukaj v drugi sezoni na začetku pa pač spet ista scena, ampak potem odpre in morata, pač raste. In pol vidiš, da te podobne psihične težave nima jih samo on, ker pač bi imel issues, ampak se tudi na otrocih pozna in tudi na ženi in v bistvu to zelo v redu predstavljajo te težave. No. Mislim, zelo redko imaš nekaj takega v sitcomu, pa po drugi strani me pa malo skrbi za Martina Freemana, ki po Sherlocku, po Hobbitu, po par vlogah takih zdaj, mislim, da ima anger management issues, ki še samo te vloge jemlje. No. Gledal sem pa tudi Calls na Apple TV, ki je nekaj najbolj disturbing, kar sem videl, in komaj čakam, da pogledam celo serijo in vam povem kaj več. Okay. Da poslušaš celo serijo. Ja. Čeprav tisto, kar vidiš tam, je še bolj disturbing, pol naredi, potencira zvok. Da, ja. Vizualizacija pa se sam tako, kot včasih na Winampu, ni? Najprej izgleda tako, potem pa dejansko uspejo z tega nekaj narediti. Ja. Okay. Mito, ti si celo neki špilal. Yes. Tokrat sem malo drugače obrnil. Nisem imel nekaj preč, sajta zraven WandaVision, malo Whipa gledam, cool je. Končal sem 3. sezono, tako zelo easy sproščujoče serija, no, s tem nežnim, benignim političnim komentarjem. Špilal sem pa, končno, to so stari špili zdaj za resne gamere, ampak za me je bilo to nekaj, kar sem pač mogel odlašati, ker nisem imel PlayStation 3 in sem si ga zdaj končno sposodil od brata, tako da hvala, Pero. No, in sem obrnil God of War 3, ta ultimativni grški revenge porn, kjer Kratos maščuje svojo družino tako, da ubije Titane, pa ves Olimp, potunka celoten had, pa Tartar v vodo in ogenj in kri. Tako da, ja, zelo krvava zadeva, niti ne za deco. Še noter imaš ene zelo eksplicitne spolne zadeve, ki moraš zadovoljevati Afrodito, dokler ne skužiš, da sploh ne rabiš tega početi, ampak greš pač naprej, ker je minigame. Tako, stupid, ampak moram reči, da v teh stretnih cajtih mi je prav manjko en button mash game, da pač tolčeš pa kričiš zraven. Ta drug špil Journey je pa iskreno povedano art piece, res izjemna igra. Nobenega narativa ni, ampak je pa audiovizualen pristop do, preprosto rečeno, lika, ki skuša potovati na vrh gore. Ne vem, če kdo že od vaju to igral, ampak to je ful lepo narejeno, glasba je izjemna, glasba je bila celo nominirana za Grammyja, prva videoigra, ki je sploh dosegla ta level. Zgodbe pa ni, v bistvu ti si takoj postavljen kot lik sred puščave, nobenih tutorialov nimaš, ti zgolj te vleče nekako intuitivno, da greš proti neki gori, ki ima na vrhu eno lučko in imaš zgolj preproste ukaze, skok pa nek zvok in to. Ne vem, kako bi lahko drugače opisal kot pač potovanje, ki ga sam si zastaviš, nobenih bad guyov ni, nobenih smrti ni, nobenih, ful hudih preprek, uganke imaš, neko preprosto mehaniko, ampak to je taki estetski izdelek, tako izpiljen koncept indie game producentov, da je art. In res vsakemu priporočam, če imaš PS, 3 ali pa 4, si jo lahko privoščiš, ali pa na Windows PC, pa zdaj od 2019 na iOS, torej na Apple. Ne? Nekaj najboljšega, kar sem kadarkoli igral, pa sem že marsikaj obrnil, no? In to je res, to je art, pure art. Nekaj, a veš, to je tista zadeva, ko evo, lahko me citiraš, če imaš starše ali pa stare starše, ki nimajo blage, ki so igrice, ali pa da je to samo neko klanje, jim to pokaž, ker bo vsak lahko znal to igrati, pa vsak vse bo lahko noter vživel in je v bistvu emocionalno potovanje.
neki na levelu knjige ali pa filma, res, to je ta level. Okay. Hvala mi tudi za to zelo doživetje. Ja, ne, ker res jaz ni igral, Tina me je zraven gledala, v 2 urah obrneš kratek špil je in oba dva smo čutila nekaj, no, ne vem, kako te ne rečem, to ni kar neki izdelek, ki ga pač pogledaš pa zavržeš ali pa ven iz diska fukneš nazaj v škatlico, neki ti pusti, no. Okay. Ja. Fino. Skratka, jaz imam o 2 stvarih za poročati. Eno, sicer samo omenil, pogledal sem dokumentarec Time, še en izmed dokumentarcev, ki je nominiran za Oscarja in bom pač o njej bomo več govorili v Oscarjevski oddaji, ampak je pa tako zelo poetičen, zelo intimen, v bistvu gre za prizore ene družine, ki čaka moža oziroma očeta, da ga spustijo iz zapora, kamor je bil pač zaprt zaradi ropa banke in je dobil 60 let zapora. In skratka, seveda mu malo skrajšajo kazen, no, ampak vidimo vso to odisejo. Familije je pa zgrajen dokumentarec z večinoma z njenimi, z pač posnetki njegove žene oziroma mame, otrok teh, ker je pač cela familija, z njenimi družinskimi posnetki. No. Hkrati pa ima zelo malo nekega zelo minimalno narativa in je en tak res kar poetičen in zanimiv dokumentarc. Okay. In pa ja, pogledal sem, zdaj sem skozi 3. sezono Star Treka, Next Generation, in moram reči, da mi je to najboljša sezona do zdaj. Malo sem tuhto pač, kaj bi katere neki epizod, ki so se mi zdele najboljše in v bistvu sem res težko izbral, ker mi jih je bilo zelo veliko, zelo všeč. Moram reči, da mi je res všeč, kako gradijo, kako so zgradili te like, ker se zdaj imaš, tako je pač, če Worfa ne poznaš, vam tista slikca, kako on pije čaj, nič ne pomeni, ampak ko ga že toliko poznaš, pa toliko vidiš, je pa super, no, ene stvari, ki se dogajajo. Zdaj sem itak že začel 4. sezono in pa seveda, kako so te borge upeljala, ki so bili na začetku omenjeni, zdaj so pa na koncu sezone, to se mi je zdelo, oziroma celo en cliffhanger so imeli iz 3. v 4. sezono, ker pač Picard, da borgi poborgajo in se mi je zdelo zelo fino, posebej pa v resnici mi je bila še pa bolj všeč zdaj naslednja epizoda oziroma epizoda Family v 4. sezoni, kjer pač Picard gre obiskat svojo familijo v neko francosko vasico, kjer vsi govorijo angleško, valjda, in je tam pač kako je v bistvu ta emocionalen del Picarda udari ven po njegovem pretepu z bratom. To se mi je pa zdelo nekaj tako noro dobrega v znanstveni fantastiki, kar tudi zdaj redko vidiš, kaj šele v tistih cajtih, no. Tako da to se mi je zdelo res super. Sem pa hotel izpostaviti mogoče, če v tisti epizodi, ki jo bomo posvetili tej seriji, ne bomo imeli cajta, od vseh epizod The Hollow Pursuits, zaradi tega, ker se mi zdi, da je ena taka epizoda, ki ni pogosto omenjena med najbest treki epizodami, ampak meni se je zdelo super, gre o enem čisto navadnem mornarju na tej vesoljski ladji, ki pač ima težave s samozavestjo in izživlja se pa v holodeku in postavlja ene tako zelo zanimive moralne dileme, ki sem se jih jaz, prva stvar, ki sem se jih jaz sprašal, ker sem videl ta holodek, mi je bilo, kaj pa če jaz naredim kopije drugih ljudi in je to malo fishy, ne? Skratka, on je tam not šmira za Diano Troj, pa skozi premaguje Rikerja pa Picarda v nekih neumnih igricah, sabljanju in tako. In se mi zdelo tako zelo zanimiva epizoda, hkrati pa nekako ni samo negativno do tega pač izgubljanja v navidezni realnosti, ampak pokaže, kako se on v resnici preko tega zgradi neko, hkrati pa mu to pomaga kot nek terapevtski smisel, to tudi Diana reče, dokler seveda samo sebe ne zagleda noter. Ampak super se mi je zdelo pa to, kjer se spet pokaže, zakaj meni Picard eden najboljših likov ever, ker gre Riker Picardu pa reče, da bi tega tipa mogli odpustiti, pa mu Picard reče, da ne, da absolutno ne in da ga naj
naj se pač, spoprijatelji z njim, naj pač, naj skratka nekaj naredijo, naj mu pomagajo človeku, ne pa ga odpikati. In to se mi je zdelo tako, šefa, ki ima tako vodi kolektiv, pa res moraš imeti rad. No. Reginald Barclay oziroma Broccoli, kot se Picardo zagovori. Remember the name Barclay, kar on še kar pomemben za Voyager. Pa tudi v TNG ima par dobrih delov. Ta je zabaven. Meni je itak si navedel res par top, vse bo folk seznam pogledal, Who Watches the Watchers, to je pač Prime Directive, kaj sploh to je, zakaj so v Star Treku tako mahneni na Prime Directive, zakaj se tega ne sme prekršiti, to je zlati primer tega. The Defector je meni zakon, ker je pač ta špionaža, pa potem posledice špionaže, pa torej Defector nekdo, ki prestopi eno stran, pa Romulanci. Pa spet ni stereotipno, pač pokaže, da so tudi nasprotniki ljudje. Mislim, biti. The Offspring mi je pa cool. Meni s to epizodo sem imel kot mulcko sem gledal, mi ni bilo jasno, kaj se dogaja, ampak zdaj, ko si pač malo bolj zrel pa odrasel, pa je zelo zanimiva tema, še posebej aktualna, ki ima pač te torej stvar identitete, ne zgolj stvar data, pa lahko robot sploh ima potomce, ampak potem tudi, ki ima ta potomci izbiro, ki ima nek vpliv na svoje življenje, torej tisto neke izbire, ki se zgodijo okrog, bo moški, ženska ali karkoli, kaj bo, kako bo se to v družbi okrog lal odražalo, pa tako naprej. Pa se vem, še vedno imaš pa potem še ta aspekt noter Starfleet, ki pa takoj hoče to tehnologijo zapopast. Tako da, kar dober pik, tle Starfleet je mar podoben Marvelovim tem organizacijam, Shieldu in Swordu in tako. In se mi zdelo tudi to dobro, ker pač tukaj malo začnejo razdelovati to mitologijo Starfleeta in vsega skupaj in se mi zdi to zelo fino. Drugač pa tiste, ki si jih pa ti navedel, meni Sons of Other mi ni toliko všeč, ker ne vem, tam se mi zdi tako. Mi je všeč Picard spet v razmerju do Worfa in kako je super do njega in tako. Ta The Hunted mi je pa šla na jedra, moram priznati, da ta tip, ki jih vse premaga, pa je toliko nenadjebljiv, moj bog, koliko so bili naivni, res na živce so mi šli malo. Ampak všeč mi je pa seveda epizoda zaradi tega, ker spet postavi neko ful dobro moralno dilemo, ker Starfleet spet ta Prime Directive in vse to jada, po drugi strani pa tukaj imajo človeka, ki je izurjen za to, da je pobijal, da se je boril, da je bil vojak, potem pa je bil odvržen. Meni se ta tema zdi zelo zanimiva, ker je zelo aktualna, mislim še v 80-ih za ta PTSD, post-Vietnamu je zelo bila ameriško perečo problem, se mi zdi, da je zelo dobro komentiral tudi ta epizoda, pa tudi navezuje se na deloma na Wando, v bistvu, kako se neka organizacija ubada ali pa rečemo whatever, pač kao obada z ljudmi, ki si jih ponucal za svoje svrhe, da se izrazim srbo-hrvaško, pa jih potem zavrgo, pač. Kaj z njimi delati, oni so jih dali na neko luno, bojo tam, pa samo da nas ne gledajo, pa najebajo v glavo, Mene je zanimivo, da si potem še spustil, mislim, Sins of the Father mi je zanimivo, zato ker je to začetek loka Worfa, ker to je pač, tu se začnejo ti loki, ki jih Star Trek začne vzpostavljati, ker ves ta Duras, Worfov Foter, Klingonci, to se tle začne in to boš mogel spremljati malo bolj aktivno, isto kot Barclay, on ima potem večjo vlogo tu noter, tako kot v Yesterday Enterprise, Tasha Yar, ki se pač pojavi v alternativni fori, se potem nekako vrne nazaj, ne bom ti seveda izdal nekako, ampak je fani imajo radi ta del, zato ker se en ljub lik vrne nazaj, pa seveda zato ker je full dark, naprimer, že ta celotna kinematografija je full spremenjena, takoj po tistem Flashu je vse bolj temačno, vse bolj dark, vse bolj original, the original series napeto, taka zelo dobra akcija, da se mi zdi, pa taka moralna ne moralna dilema, pač Picard se mora odločiti, a zdaj poslati folk nazaj v smrt, ali pač jih imeti tle, da ne vem, kao preživijo, ampak federacija je pač
preko tega obsojena na propad, pa tako naprej. Ta del je pomemben, ker postavi potem v 5. pa 6. sezoni ene kamenčke. Tako da, ja, 3. sezona v bistvu zelo postavi ene par teh noter. The High Ground, pa me zanima, zakaj ga nisi noter dal, ker meni je pa ful zanimiv del. V eni prejšnjih naših epizod sem omenil, da ima Star Trek zelo zanimiv komentar na terorizem. V TNG-ju niti ne toliko, no? Ampak The High Ground je prva epizoda, ki komentira terorizem. Ne? Pa ne vem, če je zato ful dobro uspe te epizode, ker je zna biti zelo tako karizmatičen voditelj, ki potem Crushercev ugrabi in pere možgane, ja, pa se mi vsi trpimo, pa tako naprej. Ampak ni pa zelo enoznačen, skuša nekako, a veš, pristopiti do tega bolj plastično. Ne? Pa me zanima, kakšno je tvoje mnenje o tej epizodi? No? Ne, meni je epizoda super, tako kot sem rekel, 3. sezona imela je zelo malo slabih delov ali pa delov, ki mi niso bili tako zanimivi, ampak pač tle sem izbral ene par, o katerih sem mislil čisto na kratko povedati, zato nisem pač jih toliko dal noter. No. Se mi je zdelo, da pa ne morem vsake epizode komentirati. Tako sem te hotel tega dati kot bombonče, ker pač to sem že enkrat omenil, pa ker še posebej, ko boš pol prišel na DS9 pa Voyager, kjer je terorizem ali pa vse ta tema terorizma malo bolj v ospredju, če imaš kakšno mnenje o tem delu, samo to. Ne, pač zdelo se mi je, da skuša večplastno pač pojasniti. Zanimivo mi je bilo, da gre celo tako daleč, da Data pač tam govori, da terorizem očitno dosega cilje, ne? Da pač in da pač ni tako enoznačno, ne? Da lahko on sicer reče, da on zdaj na tej točki zgodovine lahko reče, da terorizem ni bil, da je terorizem slab in tako, ampak da je prišel do te točke, je seveda prišel skozi zgodovino terorizma. Ne? Tako da to se mi zdi zelo super uvid, no? Dejte v zgodovino človeštva in v resnici v človeški karakter, ne nazadnje pa v kako smo v resnici dobili dobre stvari z revolucijami in pač s takimi rečmi. Na to se mi zdi pa super. Ja, sej. Evo, to še pa zaključimo samo. Ta Dejtov komentar, ko on našteje tudi potem uspešne teroristične oziroma teroristične upore, da se tako rečem, zaradi tega komentarja je bil ta del cenzuriran oziroma omaknen iz predvajanja v Veliki Britaniji zaradi Irske, ne? Pa ja, tako kot se rekel, Data, ki komentira humanost, pa zna analizirati humanost, ga naredi še toliko bolj človeškega, kot Q komentira v Deja Q, ko Q postane človek, pa reče Data, ti si bil vedno boljši človek kot jaz. Evo, to, that's it. No, super, skratka, mimogrede, mislim, da imam samo še 100 delov do konca sezone, tako da poletni special absolutno bo, ne se bat. Čakaj, Igor, se ti si svež pri temu? Kaj? Mislim, vsake toliko sem gledal še pol kakšne dele, nisem pa nikoli sistematično pogledal od prvega do zadnjega dela, pa tudi si ne znam predstavljati, da je imel čas za to, ever. Ampak bi pa rekel, da sem videl ene 3/4 vseh epizod. Tudi sem pol šel nazaj pogledati določene arke, ki nisem ujel, ko je bilo to na TV-ju, pa potem sem še kdaj gledal, tako da mislim, ne spomnim se glih vedno posameznih epizod, sploh ne tako po naslovu, pa da bi vedel, kjeri sezoni je bil. Spomnim se pa določenih arkov, pa razvoja likov, pa v bistvu poznam jih kar vse iz TNG pa Voyager. To mi je tako bolj stvar otroštva, pa približno vem filme, kar v redu se spomnim. Medtem ko Deep Space Nine pa mogoče 3 epizode gledal, Enterprise pa nič. Oziroma boš pogledal za naše fane oziroma poslušalce, da bomo s to epizodo lahko bolj. Ne, TNG ja, ampak DS9 pa Enterprise pa ne, po mojem. Ok, mogoče DS9, ki ga ti dost hypaš, da bom kdaj mu dal šanso. To je najboljši track. Enterprise. Mislim, to je Voyager, je najboljši track, ampak TNG je... Ok, kdaj karate napade, da prijem na tvoja vrata, to učpizna.
Dobro, nehajte se pripirati, TNG je najboljši trek. Okay, to vsi vemo, ker smo pogledali že prvi 2 sezoni. Skratka, to bo zelo zanimiva epizoda. Mislim, da smo nekje blekli. Skratka, to načrtujemo za 100. epizodo poletno, za poletni special, tako da bodite v pričakovanju. Do takrat je v resnici samo še 16 epizod. To ni več velik. Kaj ti ljudine, to je bila že naša 84. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na email bot, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito stavi na konja, dokler ti vozi jajca Gegič, Igor razvoj zahodne civilizacije Harp in Aljoša Rusi so not Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli preko spleta z naših domov, mi se še vedno čuvamo, upamo, da se vi tudi, da se čuvate znova, kajti prihaja 3. val oziroma je že tukaj. S tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje, čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen, da bo tega čim prej konec. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nanj preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox, zdaj ugotavljam, da zakaj vam tle lajkajte, všečkajte, to se bom popravil v tej scenariju, da imamo od zdaj naprej slovensko. Dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se vam bo v naslednjih dneh zdelo, da živite v humoristični seriji, zgolj upamo, da ta ni slovenska humoristična serija z komercialne televizije v 90-ih. Če je, nam je zelo žal, ampak nihče vam ne more pomagati. Nobena čarovnija tistega ne more narediti smešnega. Tudi povejo celo agenti oboda. Vrtičkari, to ni. Okay. Vrtičkari. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcastobot s K-jem in brez pikic. Tja delimo rajcere, prikolce in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, čarovniške uroke, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 84. epizoda, 28. special iz karantene. Mi pa se poslušamo znova v 85. epizodi čez teden dni, ko naj bi glede na naš razpored govorili o filmu Godzilla vs. Kong, morda pa tudi o čem popolnoma drugem. Pustite se presenetiti, obodovke in obodovci, do takrat pa nam le ostanite zdravi in se poslušamo. All right. Adios. It was Agatha.